Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji Aktualno se bomo pogovarjali o novi celostni grafični podobi Idrije. Več o tem pa nam bo povedal Peter Lahajnar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Pozdravljeni. Povejte nam, zakaj pravzaprav nova enotna grafična podoba Idrije? V bistvu prepoznalo se je, da se Idrija kot taka ne predstavlja enotno navzven, da se je trenutno predstavljalo Idrijo preko vsaj 6 različnih logotipov in tukaj je občina Idrija in Zavod za turizem sta prepoznala ta problem in se jim zato šlo v bistvu v izdelavo nove celostne grafične podobe kot neke enotne podobe destinacije. Torej, po novem je to Idrija in pika. Tako. Tudi na tej vaši rešitvi na kocki lahko pokažemo, je Idrija in pika. Kako je, so ti elementi vkomponirani v to postavitev? Pika naj bi simbolizirala živo srebro, če sem prav razumel. Ja, kapljico živega srebra lahko predstavlja buciko v buli za odčipke, lahko predstavlja tudi kroglico v žlikrofu, lahko pa predstavlja tudi kapljico vode kot narava, ne. Zdaj, logotip je zelo enostaven, se pravi, močna tipografija in sporočilnost je pač močna. Ste uporabili tudi prav poseben font črk? Ja, tipografija je bila prirejena in sicer za potrebe destinacije, se pravi, priredili smo tipografijo AHAC, poimenovana po pač prazniku občine, in to se v bistvu pol uporablja na materialih, a ne kot poglavitni tekst, kot glavni tekst za naslove, za v bistvu te poudarjene tekste in tudi v logotipu. Bližnji sorodnik te tipografije pa je družina Arial. To je sistemska tipografija, bližnji sorodnik te tipografije je, se pravi, kot sekundarna tipografija je Hint, kot terciarna sistemska tipografija za uporabo na sistemskih, ker primarna in sekundarna nista mogoča, je pač Arial. Kako pa ste razmišljali o barvah? Ja, v barvah smo razmišljali predvsem skozi analizo. Naredila se je kar obsežna analiza, se pravi, pregledali smo vse logotipe, ki so trenutno uporabljeni na območju občine Idrije in smo pač pogledali, kje so poglavitne barve v teh logotipih in izrazito izstopa, se pravi, več kot polovica vseh logotipov na destinaciji uporablja rdečo barvo, ne. In potem smo določili, da je to nekako primarna barva destinacijska, in potem smo šli pogledati tudi na logotipe javnih inštitucij, katere barve uporabljajo, in tukaj se je pojavila ena barva, ki je v logotipu v grbu občine Idrija, v logotipu Geoparka Idrija in tudi v tem srčku od prejšnjega logotipa je bila ena barva in ta barva je zdaj v bistvu komponirana tukaj noter. Cinober. Tako. Določili ste tudi recepturo po sistemu CMYK, v 4-barvnem tisku se natančno ve, koliko odstotkov katere barve je v bistvu sestavni del te barve, ne? Ja, to je v bistvu vse določeno v dokumentu, zapisano, se pravi, imamo heksabarvo, imamo CMYK in RGB, se pravi, vse je zapisano v dokumentu. Ker pri končnih izdelkih se kar pogosto dogaja, da so barvni odtenki kar različni. Zelo. Tudi pri vseh teh zadevah se je pol treba na koncu kar s tiskarjem dogovarjati, skalo do njega in v bistvu tudi pri njemu biti, ker pride ta izdelek v živo, da vidimo, a je to ta barva ali ne. V iskanju tega novega logotipa pa niste bili sami, pridružili so se vam, povabljeni so bili k sodelovanju predstavniki vsaj 7, pravlično število, vsaj 7 partnerjev. Ja, tukaj so bili vsi deležniki, se pravi, vsi, ki so sodelovali pri pripravi, to so vsi javne institucije, se pravi, od občine, Zavoda za turizem, Antonijev rov, Mestni muzej, tako da vsi, ki so kakorkoli vpleteni v turizem, so tukaj sodelovali zraven, pomagali v bistvu komentirali nastajanje same celostne grafične podobe, tako da je v bistvu vse teklo, kakor se da gladko, no.
So pa delovna področja teh partnerjev silno raznolika, različna. To ste morali poenotiti. Ja, v bistvu vse skupaj se je začelo že v začetku leta, tako da se je začelo z delavnicami, ker smo v bistvu najprej podebatirali, kakšna je problematika, kakšne so želje in v katero smer recimo gremo. Tako da je bilo kar veliko delavnic na to temo, no, da smo v bistvu uskladili in želje na eni strani in kaj se da rešiti na drugi strani. Če prav razumem, je lastnik blagovne znamke občina. Tako. Kdo pa bo upravljal s tem? Kar je meni znano, bo v bistvu upravljal Zavod za turizem. Zavod za turizem je v bistvu na spletni strani tudi objavil ta priročnik, tako da v primeru, da kdorkoli želi upravljati oziroma delati neke materiale po celostni grafični podobi, kontaktira Zavod za turizem Idrija. Uveljavitev te blagovne znamke in te grafične podobe pa najbrž ne bo mogoče tako čez noč. Definitivno ne. Veliko je tukaj tudi že narejenih materialov, od raznih označevalnih tablov, tudi letakov, plakatov, ki so bili v bistvu že narejeni. Tako da vse te stvari se bo delalo postopoma, se pravi tudi recimo, ko bo enkrat prišlo po potrebi za nov material, se bo najprej pregledalo trenutno zalogo, kakšna je. Zdaj, če je ta zaloga še dovoljšna, se bo te aktualne materiale porabilo do konca, v nasprotnem primeru se pač gre v izdelavo po celostni grafični podobi. Seveda to je pa vse odvisno od, se pravi, ponudnika, ki bo oblikoval. Lahko oblikuje po svoji celostni grafični podobi, lahko pa oblikuje po celostni grafični podobi destinacije. V dokumentu ste predstavili tudi primere dobrih praks, dobre rešitve, pa tudi nekatere napake, ki so jih storili oblikovalci v preteklosti pri uporabi podobnih znakov. Ja, mislim, to so take najpogostejše napake, kot recimo da se v logotipu spreminjajo samo neki elementi, da se recimo spreminja ena črka logotipa, pa se jo obrne za 90 stopinj, različno. No? Tako da v bistvu tukaj noter v dokumentu se je pokazalo samo nekaj primerov, definitivno ne vseh, je pa to na strani pol tistega, ko odloča, ko bo šel dokument ven, a je to zapakirano tako, kot mora biti, ali ne. Kdo pa sme uporabljati sedaj to blagovno znamko, to grafično rešitev? Načeloma lahko to uporabljajo vsi, ki bojo promovirali destinacijo Idrijo, recimo navzven. S tem seveda, da spoštujejo ta določila. Tako. Stroški projekta? Stroški projekta so stali 22.900 evrov. Od tega 80% dobimo iz evropskih sredstev. Sodelovali ste tudi z zunanjo strokovnjakinjo, iz Bohinja. Tako, to je gospa dr. Jana Vilman. Ona je sodelovala in je razvijala že certifikat Idrija izbrano. Je sodelovala tudi pri projektu Bohinjsko in pa nazadnje je razvijala destinacijsko znamko Julijske Alpe, kjer je mogla povezati okoli 10 občin. Kako sami kot oblikovalec doživljate ta čas pandemije? V bistvu je kar težko zdaj, zato ker grafične oziroma te oblikovalske stvari, ki se jih dela, se lažje predstavi v živo, same ideje kot take. Zdaj, ko se te zadeve dela preko Zooma, virtualno je malo težje, no? Ampak se znajdemo. Se znajdete. Peter Laharnar, čestitam vam k dokončanju tega velikega projekta nove blagovne znamke. Želim vam, da bi se kar čim prej prijela in stopila v življenje. Hvala vam, da ste prišli v naš studio. Hvala vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.